ampak že Hipokrat je rekel, da je hrana zdravilo. Tvoja restavracija je v središču Ljubljane nasproti McDonald'sa. Potem, ko pa naredimo, pa noben se ne sprašuje, kaj to pomeni na telo. Se pravi, združuješ in alternativno in zahodno medicino. Alternativna medicina ne obstaja. Ne? Jaz nikoli ne pozabila, ker si ti meni prvič ta vzorec vzel. Se ti je zdelo, kot da sem jasno viden. Se pravi, rešujemo skozi posledico na posledico, nikoli pa se ne lotimo problema. Zasebništvo mi omogoča, da delam to, kar čutim in intuitiram, da je prav za paciente. Danes sem presrečna, ker sem prišla na obisk dr. Sebastianu Perkotu. Nahajam se sredi Bavarskega dvora v Ljubljani. Ne boste verjeli, da se tukaj notri skriva zares oaza miru. Danes ga bom o vseh teh projektih še več vprašala. Pogovarjala se bova tudi o razlikah med zasebnim in javnim zdravstvom. Potipala bom pa tudi par osebnih stvari, tako da komaj čakam, da začnemo. Pridite z mano. Živjo. Živjo. Kako smo? Veseli, da si prišla. Z veseljem. Tukaj sem vesela, da si nas sprejel. V tem res čudoviti oazi, taki tihi, sred Bavarskega dvora, po mojem marsikdo se sploh ne zaveda, se trudimo, ja. Da to obstaja. V bistvu poznam pisarno, ne? Ja. Lahko tako začnem, ne? Ja. Ker sem pred 3 leti bila tlele na enem čiščenju telesa. 3 leta je že od tega. 3 leta je že od tega, tako da zdaj čakam novo ponudbo za letos. Se mi zdi higienično enkrat na 2 leti narediti eno tako orang čistko. Odvisen, koliko prevoženih kilometrov imaš. Ja, kar vemo, da podjetniki jih imamo kar nekaj. Ja. Tako da, evo, 5 let praznuje Maha. Ja, Maha smo začeli ravno, ko je bil lockdown COVID, takrat smo planirali neko otvoritev. Ja. Tako da je bilo marca, pol očitno zdaj 5 let. Čas hitro teče. Nisem niti razmišljal, kar naenkrat je minil. Spodaj pa je ustna medicina, mogoče večina te pod tem ne pozna in misli, da je to edini štuk, ki ga imaš tlele na borzi, v bistvu pa... Ja, torej izviramo iz zobozdravstva, že od začetka bolj holističnega, integrativnega, biološkega, definicije mnogo. Moja strast vedno je bila medicina kot celota, torej srečo imamo. Nedavno sem izvedel, da v Sloveniji imamo pa eno dobro stvar in to je, da zobozdravniki študiramo skupaj z zdravniki, ker druge po Evropi so ločeni. A ja? Ja, mene je vedno čudilo, tako, ko grem predavati, pa me pa zobozdravniki ful sprašujejo, pa si mislim, to smo se v šoli učili, očitno za Hrvaško, za Zagreb sem vedel, da imajo ločena, imajo tudi sam 5 let, mi imamo 6. In dejansko je to pa precejšna prednost Slovenije, moram reči. Za Nemčijo nisem čisto siguren, kako imajo, ampak ni tako pogosto, da je to združen. Ja, sicer pa takoj berem, če te kdo pogoogla, takoj prideš tudi ven in takoj polemike, to je pa zdaj zasebno zdravstvo. Kako se ti s tem soočaš, da ne glede na to, da prvič delaš tako dobro, povezuješ celostno zdravje človeka z nekako ustno medicino, pa še rabiš slišati o tem, kako pa zdaj vpliva, ker si zasebnik. Težko. Zelo težko. To mi je v bistvu najtežje pri vsem. Zakaj? Treba je bilo imeti veliko poguma, takrat, ko se je fakulteta končala, pa ne iti v zdravstven dom, se malo naučiti, pa potem. Jaz sem od prvega dne v zasebni dejavnosti, ker enostavno v našem sistemu samo zasebna dejavnost omogoča razvoj. Torej, ko sem se pogovarjal s kolegi iz zdravstvenega doma, so se mogli kockati, če po domače povem, za vsako novo tehnologijo, ki itak niso dobili. Nekateri so si potem manjše investicije kar sami kupili, pa od doma nosili tja, in jaz sem pač rekel, jaz se tega ne grem. Ne grem na pot zasebništva. Podjeten sem pač vedno bil, to vsi, ki me poznajo, vedo.
Imel sem tudi srečo, da sem v eni zelo dobri zasebni zobozdravstveni ustanovi štartil kariero. Potem na neki točki šel pač po svoje. In zasebništvo mi omogoča, da delam to, kar čutim in intuitiram, da je prav za paciente. In investiramo blazno veliko. Pri nas, veste, pridejo, nedavno je bila zdravnica z Amerike, je prišla malo pogledati, kako mi to delamo. In seveda so vsi začudeni, ker vidijo, kaj vse tle imamo. Mislim, da je to ta zadnja stvar, ki človek pomisla, da v resnici, če si privatnik, lahko tudi kupuješ veliko dražje naprave in še lažje odkrivaš kakšno stvar. Absolutno, seveda. To je zdaj stvar, kakšno filozofijo imaš. Nekateri morda tudi sem zato, da imajo jadrnico pol nekje parkirano ali kaj večjega. Sicer med zobozdravniki moram reči, da ne poznam takih. Enostavno zasebništvo omogoča, da se sam odločaš, kaj boš nabavil, kdaj boš nabavil, s kakšnim namenom boš nabavil. In tudi v medicini je vse drago. Ne samo, da imaš zobozdravstvo, v drugem nadstropju, v tretjem integrativni center Maha, imaš še restauracijo v centru Ljubljane in vsak tako, ko pomisli, si misli, da si skozi na barki, pa da skozi uživaš, da ima se može se, pa mogoče kakšen komentar na to, kako Slovenci doživljamo, ko nekdo... Misliš, da to mislijo? To me preseneča, ker tako imam kar utrujen obraz. Počasi to mi veliko ljudi reče, da moram malo počivati. Pacienti mi rečejo, pejte malo počivati, ko vas rabimo. V bistvu pač celovitost pristopa zahteva razne dejavnosti. In zdaj mogoče malo podcukrano, ampak že Hipokrat je rekel, da je hrana zdravilo. In to je, čisto enostavno. Ljudje, pač se veš, kako je danes. Ljudje, mislim, danes je za oko, plating, pa postavitev, pa ne vem kaj, pa potem za okus, se pravi za to, da to doživimo tudi s čustvenim delom, psihičnim delom človeka, kar je super, ampak potem, ko pa naredimo, pa noben se ne sprašuje kaj dosti. Kako je to vplivalo? Kaj to pomeni na telo, kako se pa jaz počutim čez 3 ure, ko sem pojedel, kako se počutim čez 6 ur, kako se počutim čez 2 dni. Pa v življenju. Določena živila, recimo šele čez 2 dni smo mal down, ker nam imunsko reakcijo naredijo. Pa take reči, seveda za 2 dni nazaj človek nikoli ne poveže stvari, kot so gluten, kravji mlečni izdelki, tej ultra krave, ki dajo 10 do 12 tisoč litrov mleka na leto. Kaj to pomeni za njih? Ker to ni naravno, te krave so na raznih, kaj pa vem, rastnih hormonih, ne vem, nekje razdravila jim dajo, ampak krava naravna, ki rast, ne vem, na veliki planini, po mojem, da kakih 5000 litrov mleka, bi rekel. In potem se struktura tega spremeni in seveda to zelo, zelo negativno na človeka vpliva. Gledalci ali poslušalci si lahko grejo pogledati, tudi tebe vabim. Sem bil 3 mesece nazaj šokiran, ker sem tole malo šel čekaj novega na temo beta-laktoglobulina, ki je vezan na kravje mlečne izdelke. In kar sem novega najdel je to, da zdaj pač krave gensko modificiramo, da navijo beta-laktoglobulina izločale, torej v svoje mleko, in bomo s tem rešili problem z njim, to je z temi kravjimi mlečnimi izdelki, da sem malo v sredini upadel v temo. Zato, da tega ne bomo imeli, pa bomo še zmeraj lahko imeli hiperprodukcijo mleka. Se pravi, če malo za nas navadne smrtnike razložiš, da je to bolj poenostavljeno, opazili so, da nekaj ne štima v mleku in so spet sam to izločili ven. Z gensko modifikacijo. In zdaj mislijo, da bo pa spet v redu. Se pravi, rešujemo skozi posledico na posledico, nikoli pa se ne lotimo problema, da krava nikoli ni mogla dobiti mleka. In da pač imamo krave tako, kot so, in da jejo travo tam, ko je za jesti, in jejo samo travo brez nekih...
Jaz veš, da po podjetjih tudi učim, kako se prehranjuje in vedno jih vprašam. Prva asociacija na hrano in vedno rečejo druženje in užitek. Tako da to se čisto povezuje s tem, kar si rekel. Najprej treba obrok slikati, ne, poje pa treba tudi v njem uživati. Noben ne pomisli, da čisto vsak grižljaj, ki ga dajemo, je zdravilo. Tvoja restauracija je v središču Ljubljane nasprot McDonald'sa, pa te vprašam, koliko je kaj povpraševanja po toliko zdravih obrokih, ker ko sem bila tukaj na čiščenju telesa, sem vsak dan jedla iz tvojega bistroja in sem bila pač res navdušena. No, hvala. Ja, tako je, ne? Mi se z bistrojem ali restauracijo matramo že kar en lep čas. To je nekaj, kar v celovitem pristopu moraš imeti. Jaz vedno rečem, jaz ne moram imeti pacienta, pa ga pa poslati na pico, ali pa na pač nekaj. S tem nočem slabega govoriti. V drugi gostinski ponudbi v Ljubljani je taka, kot je. Sej, če bi ljudje hoteli drugače, jaz bi pa tudi gostinci začeli drugače kuhati, če smo čist odkriti in iskreni. Mi smo probali veliko, odkrito povedan, bistro še vedno z minusom posluje. Večerje smo celo leto, lansko leto skušali speljati, dokler so bili turisti, poletni mesec je bilo super. Potem, ko smo pa ostanemo sami domači, potem pa pač ne gre. In smo zdaj skrčili in imamo sem kosila. In seveda hrano za naše zaposlene dobivajo to z našo zdravo hrano, po kateri, ko poješ, imaš energijo, greš z veseljem delati, ne rabiš kavice, pol tako spiti, zato da se lahko še. Plus tega, kot si rekla, je Erik Božič, naš šef, ki formira recepture, vrhunski in je še dober, pa še lepo za pogledati po vrhu vsega. Tako da mogoče marsikdo sploh ni vedel, pa bo zdaj z veseljem te šel podpreti. Vabljeni. Mislim, to res delaš sam zato, ker verjameš v dobro, se mi zdi, ne? Ja, pač medicina, kot jo prakticiramo, brez tega ne gre. Meni vsi rečejo, joj, to je ekonomsko čist, sem rekel, ni važno, pač moramo na medicini toliko več narediti, da bomo tam pokrili pač pacienta ne morem zdraviti, če mu ne dam nekaj normalnega za jesti in žal ga nimam v Ljubljani kam pelati. Ali pa se s kom zmeniti. Ja, mislim, sam poklon, jaz sem itak čisto navdušena nad tabo in cenim tem konceptom. Se pravi, to, kar sva prej govorila, ni tako, da bi ti pa pol bil skozi frej pa ful uspešen podjetnik, pa zdaj. Mogoče večina ne ve, da res večina gostov, s katerimi se srečujem na tem podcastu, vi res skozi delate. Pa če dam primer, prvič, ko sem te klicala, si bil v Bruslu na konferenci, se pravi, če sva že prej začela debato o tem, kako lahko kupaš veliko bolj drage aparature, ne samo to, ti vseeno tudi se izobražuješ po več dni, zaključil si ogromno enih dodatnih izobraževanj, da ne omenjam Švice, pa še dodatnih večletnih ajurvedskih, se pravi, združuješ in alternativno in zahodno medicino. Kaj od tega je nekaj takega, kar ti najbolj spreminja percepcijo? To, da alternativna medicina ne obstaja, to je samo nek pojem. Zdaj sem bil v Münchnu, kjer sem tudi sam imel predavanje, zdaj sem že v to fazo prišel, ko predavam, torej vsi kongresi so vezani, da imam vabljeno predavanje, pa še tam poslušam. In v bistvu je bilo tako lepo rečeno, znanost nima meja. Znanost je univerzalna in velja v Ljubljani, v Bostonu, v Münchnu ali pa v Denverju ali pa kjerkoli ali pa v Londonu. To se vsi strinjamo. No, ampak pravila, kaj pa kje, pa kako, pa na kakšen način, pa je to alternativno, je komplementarno, pa ne vem kaj, so pa za vsako državo specifične. Zdaj se vprašaš, zakaj? Kdo to določa? To določa politika, nikakor ne znanost. Ker znanost, če je nekaj tle dober, pa v Nemčiji, pa v Klagenfurtu, se dostikrat takole malo pošalim, pa rečem, če ne drugače, bomo pa en avtobus narentali, pa se bomo zapeljali na parkirišče tam v Klagenfurt, pa bomo belo omelo dali pacientom, ker tam je to okej, dobiš recept od zdravnika, greš v lekarno, dvigneš v lekarni, pri nas je pa to nekaj, to ne del, mislim, jaz to ne razumem. Mislim, sej, če je tam okej, če je v Nemčiji okej, če je v Švici okej, če je v Franciji okej, v Sloveniji pa ni okej in tudi, če bi že bilo okej, jaz mislim, da so to finančno, administrativno taki postopki pri nas to pa tudi spraviti v to, da je okej.
da itak noben to ne naredi, ker je to, jaz zdaj skušam, imam prijavo na naši agenciji za 4 homeopatske stvari, ki so, mislim, da v 80 državah na svetu, vključujoč, mislim, da v Afriki je 1 ali 2 ali 3, ne vem, če zdaj sem pozabil. Ja, to zdaj že po letu pa pol smo dobili odgovor, da nekaj bi pa še treba bilo, čeprav imajo Nemci to vse že registriran, pa Avstrijci tudi in smo tudi kao po skrajšani prijavi papirje, so firma jih je dala, a ne? Ampak ne. Katastrofa, nijam drugih besed. Ja. In alternativna medicina za mene ne obstaja. Medicina 21. stoletja združuje različne poglede. Jaz tudi proti farmacevtski medicini nimam nič. Sem glih včeraj dal infuzijo analgina gospe, ki jo neznosno boli. Rabiš pa neizobrazbo iz obeh smeri, zato da vidiš, kako se lepo združujeta. Tako, in rabiš ljudi, ki gledajo široko, ne ozko. Koliko pa je takih ljudi, da bi to združevalo boje pri nas? Mislim, v mojem svetu jih je, zdaj pri nas jih ni toliko veliko, ne, so pa, ne, jaz mislim, da jih je veliko tudi tako malo, veš, pač ne rečejo na glas določene stvari, ker v zdravniških krogih je to še zmeraj dosti tako, ne. No, ko sem intervjuvala Biljano Dušič, ki vodi izobraževanja večletno šolo v Ajurvedi, tudi ima zdravnike, ampak marsikdo zares, kot si rekel, niti ne objavi, da ne bi pol mu kao padel ugled, pa je to kar smiselno. Mislim, pa niti ne padel ugled, ampak so inštitucije, ki ne priznavajo. Mislim, ne priznavajo, ne, pač razmišljajo drugače in mogoče je še vedno malo ta, pač jaz dostikrat rečem, komunistična zavest, tle pri nas, ki je treba vse to, kar bi bilo lahko dol držati, zato ker mi pa vemo, kako naj bi to šlo. Sebastian, kaj je še kaj tazga, kar ti vidiš, da po drugih medijih zelo težko spregovoriš o tem, bodi si ni časa, bodi si ni posluha, mediji tudi nočejo, ne vem, takih stvari, kot si zdaj razlagal, mogoče obešati na veliki zvon. Kaj so še take stvari, v katerih bi rad spregovoril, pa se ti zdi, da večina sploh nima uvida v to? To je pa zdaj zelo široko vprašanje. Mislim, jaz načeloma nimam problema govoriti in če me kdo vpraša, povem, nimam kaj za skrivati, imam doktorat na Štefanu narejen, imam za sabo ljudi praktično z celega sveta, tako kot sem prej rekla, sem del oseben učenec ali pa študent ali pa kakorkoli, sem od zelo ugledenega zdravnika iz Švice, dr. Rava. In od njega si tudi podaril knjigo, ko sem bila na čiščenju, dobil vsak za brati o glutenu, pa mene je tisti čisto vrgel narediti, tako da zdaj se trudim v bistvu ne vključevati glutena že v bistvu par let. Medtem, ko me je najbolj presenetilo to, tudi ko so se pogovarjala, ko si gledal moje izvide, ko si rekel, da se tudi malo ne smem pregrešiti. Sem rekel, ja. Takrat še posebej si pozabil mogoče tudi za ta sir, veš, ko sva gledala neke moje rezultate, pa sem tako, kako niti malo ne smem, pa saj nima noben 100% kontrole. Ja, težko je, zelo težko, ker moderna prehrana je zelo vezana, pač mlečni izdelki so povsod, kar tako malo not, mleko v prahu ali pa gluten je težko. Čeprav moram pa reči, da sem v zadnjih mesecih parkrat, pa zdaj ne vem, je bilo to v ordinaciji ali je bilo celo tako privatki, ko so celo ljudje tako rekli, pismo sem, ko grem po trgovino, pa včasih malo gledam, kaj imajo ljudje na traku. Kar mi je bilo ful veselje, ker sem rekel, evo, pa smo malo začeli misliti, da morda puding nek v plastičnem onem z ono smetano gor, da tisto vprašanje, če ima sploh kaj naravenega not. Verjetno niti nobenega hranila. In tako naprej, tako da moram reči, da opažam, da od COVID-a naprej so ljudje začeli kar precej razmišljati o zdravju. Malo se je ta krhkost življenja pokazala z vsemi stvarmi, da mogoče zdaj glih 3 tedne na Baliju
ni toliko vreden, kot čez leto malo več investirati v svoje zdravje, a ne pa biti zdrav, pa greš pa sam do Grčije, ne. Recimo, ali pa na Hrvaško, ali pa kakorkoli na morje, ne. Pa tudi mlade generacije se mi zdijo bolj dovzetne, več je tega na Instagramu in ozaveščanja, ne. Recimo, zdaj, ko hodim po podjetjih, ko se zamenja, zdaj recimo zelo ta tendenca v podjetju, da se zelo veliko število ljudi upokoji. In ko se je zdaj zamenjala ta generacija, mi je zanimivo, da njih čisto ene druge stvari učim. Zato, ker vidim, da oni pa že vejo, kaj je procesirana hrana, kaj ne. Tako da mečken vidim, da trend vsem gre v to smer, da se bolj zavedajo tudi pomembnosti, ne vem, fizične vadbe in tako naprej. Lepo. Tako da jaz imam upanje. Kaj sem te še hotela vprašati, da bi malo povedal tudi storitve, ki jih tle nudiš, ko nekdo sliši papimi, a veš, to je tako zelo abstraktno, kako bi ti, ne vem, opisal, kaj zares ta terapija počne? Ja, evo, to je tudi še en projekt, ki ga imamo, a ne, zdaj se bomo dobili na Dunaju, pa verjetno pa še na Portu, 8 do 10 najvidnejših ljudi, Rav, jaz, Ana Moreira in še kar nekaj vidnih imen, dvojni doktor Matjaž Regovec, tudi pomemben del za ta psihični del, a ne, psihoanalitik. Veš, vedno je vprašanje, ne, ker svet je danes polariziran, se pravi danes ali si tle ali pa tam, ne, ali si lev, ali si desen, ali si, ne, in nobeden ne zna povedati, kva brat na redu, ampak vsi znajo samo, se upravičujem, pluvati drug po drugem, a ne. Mislim, tako, če spremljaš. In to ne samo v politiki, tudi, ko se s pacienti pogovarjaš, pridejo pa, joj, to je zdaj alternativa, a bom jaz zdaj mogel nehati na kemoterapijo hoditi. Ja, ne. Pa to ni alternativa. To je pač medicina, ki se dopolnjuje z vsem. Treba je samo razmisliti, se uskladiti in narediti plan. Danes samo z eno ali samo z drugo stvarjo bojo marsikateri tudi zdaj pač bom rekel, naših logov, če lahko pravijo, da 30 let nazaj so terapije čisto drugače bile kot danes. Hrana je bila druga, vse te Wi-Fi in vsa ta sevanja, sej nas ne ubijajo, ampak seveda neke posledice so. In ko se skupaj sešteješ, vse te motilce. Veš, ne vem, zanj sem eno leto, grem jadrat, rad polet, sam vozim barko in smo štartali v Pločah. In krasno, res lepo, še tako, mislim, izvrstno. In potem se peljemo z barko ven in na levi strani gora smeti, ki jih nalagajo, pa vozijo, pol se mi zdi, da sem izvedel v Afriko, pol tam v Afriki jih zažgejo, pol lepo zapiha, pa saharski pesek pride sem. In potem so te naši vzeli, pač bom spet rekel naši, čeprav smo vsi na istem planetu, so vzeli pesek iz Sahare, ta čist, pa tega tomazenga in toksikološko analizo naredili in kaj vse je bilo, ni bilo v tem pesku tlele pri nas. In je to padlo na zemljo, to je šlo v rastline. In pol rečejo, ne zalivajte z deževnico, ne bova šla. Mislim, sej skjerokoli. Tle je pa sem ta zavest o tem. In to je največ problema, ker, a veš, moj prijatelj je rekel, ni važno, so levi ali so desni, pomembno je, da imajo zdrave dlesni. Se pravi, si se bi malo zmuznil, kaj je torej papimi ta tehnologija, s katero si tudi pomagaš pri celostnem zdravljenju v Mahi? Ja, torej tehnologije so en del zdravljenja. Ljudje pogosto potem po internetu, in je to zelo v redu, da se zanimajo za zdravje, da iščejo, kaj bi lahko delovalo. To je vse pozitivno. Ampak tehnologija je le del. Prvi in najpomembnejši del terapije je, da pridete do ustreznega terapevta, zdravnika, kogarkoli, bioresonančnika, zobozdravnika, ni važen, in da se z njim začutita. Ker ko se boste začutila, bo začela diagnostika, anamneza, diagnostika in vse to teče v pravo smer. In pol je v osnovi lahko relativno vseeno. Je zdaj to homeopatija, a je to bioresonanca, tudi farmacija v končni fazi. Za vsakega nekaj, ali pa kombinacija. Zato jaz ne rad izpostavljam posamezne tehnologije. Sicer
ker mi moramo skozi ta proces diagnostike in tudi že v začetku terapij, to smo zdaj zelo nadgradili, odkar si ti bila nazadnje, boš zdaj videla, ko prideš ponovno, zelo smo nadgradili, ker z ajurvedskim zdravnikom praktično dnevno na hiter, 3 minutke podiskutirava o dogajanju pri pacientu in dnevno malo modificirava določene postopke. Začudena sem bila, ker sem mi 2-krat rekla, ker pošljete mi ponudbo, da si zabezecam datume, ker vsem taka celostna čiščenja trajajo nekaj časa. Ljudje si mislijo, tu priješ na par terapij, jaz si rada vzamem teden, 2 in potem hodim dnevno v bistvu sem na različne terapije, ki naslavljajo različne težave. Tukaj tudi rada povem, da v bistvu že po ajurvedi, če gledamo 7 stopenj bolezni, ajurveda že vseh 5 naslavlja, medtem ko recimo lahko šele na 5. stopni zahodni zdravnik vidi. In mi ni hotela poslati ponudbe. Je rekla, najprej pridi na pregled k ajurvedskem zdravniku, zato da sploh vidimo, kaj od terapij bi potrebovala. Tako da... Ja, to je tudi en sindrom potem, ker pa ta medicina je pa zasebna, torej v Sloveniji nimamo nekih teh inštrumentov zavarovalniških, To tudi recimo smo precej zadaj, tudi če bi bilo zasebno zavarovanje, ampak še zmeraj je to lažje za pacienta. In se potem ponudbo. Zdaj ponudbo vzame čas, itak nič ne vem in jaz pač to ne delam. In to je pač ta proces, ki moraš priti, da se diagnosticira zato, da lahko pol rečemo individualizirana terapija, tako kot se govori, ampak na koncu, če rečejo individualizirana terapija, pa dobiš še ponudbo zdraven, to ni nič individualiziranega. Ker to ocena lahko zaniha, seveda se pa o ceni sproti pogovarjamo, se ni zdaj to, da človek pride pa naredimo, pa je pol ne vem koliko, 3000, 6000, ne vem. Seveda se pogovorimo, sem rabimo pa neke parametre, znotraj katerih lahko delamo. Všeč mi je bila tudi kisikova terapija, ki ste ozon, autohemoterapija. Pa tudi ne bom pozabila, ker si mi vzel kri, in to sva rekla, mogoče bi lahko tudi pokazala, lahko da tudi en del pokaževa. To bi bilo super. Torej, tole je pa čist nekaj divjega. Daj kaj več povej o temu preizkusu iz kapljice krvi. Kri je ena od telesnih tekočin, ki je lahko dostopna za diagnostiko. Vsi vemo, ko je kaj narobe, nam bo zdravnik rekel, da gremo v laboratorij, tam nam bojo vzeli kri. In kar je absolutno fascinantno pri naši krvi je, koliko enih snovi, celic in vsega ostalega, hrane, vitaminov, mineralov, karkoli teče v tej tekočini. Ne vem, nisem šel niti štet, mi uporabljamo 2 ali pa 3 laboratorije z Nemčije za krvne vzorce, eno izmed njih je Biovis in na njihovem obrazcu, ki ga imam tukaj, jaz ne vem, to je zihar, 3000 preiskav, izven standardnih, poleg standardnih, ki se jih maščobe in tako naprej dela. V glavnem, to je res zanimivo, torej kri je en pokazatelj našega notranjega okolja, tudi ajurvedska medicina, kitajska, pač vse medicine se ukvarjajo s krvjo. Mogoče v preteklosti se ni toliko to poudarjalo, vendar na tem našem delu sveta je pa ta metoda, mislim, da že kar stara. V določenih aspektih se mi zdi, da se še vedno uporablja. Gre za metodo, ki se reče v temnem polju, ampak to ne pomeni zdaj s temnimi energijami. To je samo tehnika, kako svetlobo dobimo skozi vzorec. Zdaj bom pokazal. Za nas je to predvsem pomembno opazovanje notranjega okolja človeka in iz tega sklepanja za mene ali pa za doktor Pahole, ki pri nas tudi dela, je tudi zdravnica, je pomembno, da se znamo odločiti, kateri laboratorij bi bilo smiselno narediti, da potrdimo to, kar vidimo. Metodo uporabljajo različni terapevti in včasih, jaz vedno rečem, vidijo tudi neke stvari, ki jih jaz ne vidim. Torej zame to ni klasično diagnostična preiskava, ampak opazovanje notranjega okolja človeka in iz tega sklepanja na spremembe v prehrani,
ter kateri laboratorij naredi, da potem to z nekimi številkami potrdim. Jaz nikoli ne pozabila, ko si ti meni prvič ta vzorec vzel, si pogledal, kako se gibajo te krvničke in si mi rekel, Nina, ti si pa zelo veliko antibiotikov pojedla. Jaz sem pa živela na njih, skozi sem imela neka vnetja, dokler se nisem začela celostno ukvarjati s svojim zdravjem. In se ti je zdelo, kot da sem jasno viden. Da si res, ja. Ne, logika zadaj je bila čisto enostavna, bova tudi danes videla, če je kaj drugače. To je ena relativno nova tema v medicini, zdaj po slovensko ne vem, kako se reče, ampak cell wall deficient forms ali pa tamle v knjiga Stealth Pathogens, to je resna tematika, kjer naj bi bakterije tudi potem, ko jemo antibiotike, še vedno v neki obliki ostale v telesu. Torej, predvsem tisti antibiotiki, ki samo poškodujejo celično bakterijsko steno, ne pa tudi membrano. To je, ne vem, zdaj v bistvu, to je en del tega, kar vem, kar sem se naučil v Švici. Koliko je zdaj to v neki farmacevtski medicini sprejeto, ne vem, ker je to res neka zelo nova tema. In seveda nove teme je težko v neko generalno zdaj smernico in tako naprej spraviti. Je pa to bilo to, ja, kar smo se pogovarjali. Okay, a pol kar pokaževa? No, pa dejva. No, dejva. Kar dej mi en prst. Smo okoljsko osveščeni, tako da uporabljamo alkohol takole, ne robčkov, kolikor se da. No pa. Me bo zdaj špiknil, me bo v prst. Za vse tiste, ki bojo poslušali, lahko povem, da se tale podcast zelo splača gledati v video obliki, ker zdaj vsi, ki poslušate, ne morete videti, kako bo izgledalo vse to v laboratoriju. Zame je ta preiskava pomembna tudi za paciente, ki jih operiram v ustih. Evo, zdaj bo. Ker dobro pripravljen pacient na poseg ima bistveno manj ali pa nič težav po kirurškem posegu v ustih, recimo. Okay. Zdaj bomo tole kapljico prenesla na stekelce. Moramo stran gledati. Evo jo. Tole pa držim. Ti boš zdaj tole držala. Hvala. Zdaj bom zelo počas krovno stekelce spustil gor. Evo ga, super. In se ta kapljica krvi zares tako stanjša, zato da jo svetloba lepo presvetli in mogoče je šla malo preveč do roba. Načeloma imamo radi, da je čist znotraj, ampak za voljo tele predstavitve ne bo ok. Potem dam tukaj imerzijsko olje. To je pač zaradi samega pristopa. Recimo, vidiš zdaj, kapalke ne vidiš noter. Vidiš? Ja. To je ta trik vsega, da svetlobo na ta prav način dobimo prek vzorca in pod mikroskopom zdaj in vidimo potem, gledamo mojo kri. Ja, in to je ljudem zelo všeč, da to vidijo. Predvsem vedno naredimo, pač jaz skušam narediti nekaj slik, morda tudi posnetkov, zato da seveda potem primerjamo. Tudi z mene kot znanstvenika je bilo tudi zdaj, kaj je zdaj to za ena metoda, noben je ne dela, je to sploh kaj res, a je to zdaj nekaj, kar ne. Jaz zdaj sem doktoral rekel, ali me razumeš, ne? Ja. In potem narediš pač vse enostavno, zdaj pogledava, naredimo 14 dni terapije in čez en mesec pogledava in vidva, kva je kakšna razlika in vedno je zelo velika razlika. Ja, jaz se spomnim izpred 3 let, da niso bile tako hitre. Ja, to je zdaj pač zaradi narave vzorca, ampak kar recimo se tukaj vidi, da zdaj znanstveno se temu reče reološke lastnosti, prav kako kri teče, to se ne vidi zmeraj, in vidimo, da so celice dost takole pocaste, povezane skupaj. Zdaj si moramo predstavljati, da taka kri
skuša priti v mikrocirkulacijo, to je pač nek odcep, nekje imam tudi en video, lahko tudi pokažem. In seveda bo penetracija take krvi v mikrocirkulacijo siguren manjša, kot če bi te celice bile vsaka posebej. Kaj pa je to povzročilo, da se moje takole grupirajo in lepi? To bi se zdaj mogla malo pogovarjati, kaj si jedla, piješ dovolj. Ne pijem dosti. No, recimo, to je en dejavnik. Drug dejavnik je, da je višek prehranskih kislin, se pravi, tekočina ima ione, torej te magnezij, kalcij, kalij, natrij in tako naprej. In višek prehranskih kislin pomeni, da je več pozitivnega naboja. To zdaj spet nima veze z energetskimi temami. In se pravi, če je v tekočini več naboja, krvna celica se obnaša tako kot delec v vodi. Mi vemo, da nekaj lahko v vodo vržemo, pa takoj dol pade, nekaj drugega v vodo vržemo, bo pa kar lebdelo okoli. In tle je isti princip, torej jaz vedno na aspirinu razložim. Aspirin redči kri. Zdaj, če logično pomislimo, kako bo ena tableta razredčila kri. Krvi je pač 5 litrov, 6, in toliko jo je, in ena tableta ne more zdaj to razredčati. Kaj naredi? Aspirin, molekula se veže v membrano teh rdečih krvničk in v bistvu poveča naboj na površini tega eritrocita oziroma te rdeče krvničke, in ker je večji naboj na površini, se bojo celice odbijale. In potem boš videl, če jaz sumim, da človek vse ni v redu, ampak ima pa vse celice posebej, ga bom vprašal, a jemljete karkoli proti strjevanju krvi, recimo aspirina, in ponovadi bo pritrdil, ker takrat bojo celice zelo nabite in bo šlo to vse narazen. In zdaj tipična alkalna prehrana, če gremo bolj v ta poljudno poimenovanje, jaz sem zdaj to namerno malo bolj strokovno povedal, zdaj po domače gre pa za zakisanost ali pa za bazičnost. Alkalna prehrana povečuje naboj v plazmi in bazične minerale, kot so kalij, kalcij, magnezij v plazmi, in zaradi tega bojo te celice vsaka posebej. In ker bojo vsaka posebej, bomo po alkalnem obroku rekli, gremo delati. Po tistem, ki pa tega nima, bomo pa rekli, pa še eno kavico, prosim. Razumeš? Ja. To je čisto simpel, res, to je tako enostavno. Sicer tako, ni zdaj en obrok pa bo okej, recimo, ko sem jaz začel to, ko sem štartal zraven, sem jaz mislil, da sem super. No, na kar sem ugotovil, da pa vse bo treba, kljub temu, da sem vegetarijanc, pa že 100 let in tako naprej, da bo treba neke modifikacije narediti, in sem rabil 3 mesece, da se je sistem ponastavil. Ker nekaj, kar mi v krvi vidimo, kri zelo hitro odreagira. Drugo je pa pol, kaj je v mišicah, v jetrih. Da se izgradi celo telo, pa traja. Ja, seveda, da se cel ta presnovni ustroj obrne v neko smer, kjer smo mi pol dejansko čutimo efekte tega. Probam povzemati bolj tako iz vidika, se pravi, kaj lahko vidiš, se pravi, vnetja v telesu, lahko vidiš neke, da se začenja kisati telo, ali pa je že, a so kakšne avtoimune bolezni. Recimo pri tebi konkretno zdaj se vidi, da ima veliko eritrocitov tole strukturo, da ima v sredini en krogec, temu rečemo target cells, tarčne celice, in to spet nakazuje na nekaj, kar je vplivalo na molekulo hemoglobina. Spet ne vemo kaj, lahko je toksično breme, lahko mora ta molekula sodelovati v regulaciji pH-ja v krvi, to je spet vezano na zakisanost, ker če to vidimo, pomeni, da se je ta celica sploščila. Zato vidimo to tarčo, ker eritrocit je tak, tako ima strukturo, kot en disk. In pri zdravi to ne vidimo. Se pravi, bo pravi čas za čiščenje telesa. Bo. A je še kakšen tak primer, ki bi ga lahko podelil, ki te je recimo najbolj presenetil, kakšen pacient, kaj si že vse, recimo, neka najbolj zanimiva zgodba, ki bi ti bila vredna omembe, da še dobro, da je prišel
Najbolj zanimivo, jih je kar veliko, ampak recimo to rad povem, ker mnogi, ki so čez 70 let, mislijo, da je zdaj to, in se sam še malo počaka, pa gremo. No, in je prišel pacient z rano, tako le na čelu, ki se mu ni hotela zaceliti. In po enem letu je koža zrasla nazaj. To je pač bil rezultat, ni bilo nič čudežnega pri tem, zelo vemo, kaj smo počeli. Naredili smo to intenzivno terapijo, ki si jo prej opisala, potem smo en zob odstranili, ki je imel vnetje granulom, ta mrtev zob, kakor se reče, je bil inficiran. Potem prehrano je on imel že kar dobro, tako da v bistvu sem kar malo, pa tudi fizično aktiven. Ko je prišel noč, sem si mislil, zdaj kva bi lahko njemu pomagal. In na koncu je lepo poslušal, hodil na te razne terapije, kot so pa PIMI, pulzna elektromagnetna terapija, Indiba kot lokalna hipertermija, potem je ta ozon autohemoterapija, vse to je potem lepo delal in na koncu smo prišli do epiloga in je zrasel nazaj, torej tudi 70, 75 ali on 75, že staro telo se obnavlja. Recimo, to je en tak primer. Super. Pa lahko zdaj, ko si že glih omenil, da ste odstranili ta zob, povem tudi, da prvi stik s tabo sem imela, ko sem prebrala knjigo, ki si jo pisal tudi za zdravje, Resnice ali zmote o zdravju zob. To je knjiga, ki sem jo kupovala tudi za darila ostalim ljudem, ker sem videla tako prednost, koliko naštevaš nekih možnosti, ki se naredi za preventivo v bistvu za zdravje zob, da sploh ne prihaja do teh posegov, kot si prej omenil. In prej sem videla tudi na recepciji, da ste razvili tudi eno zobno pasto. Bi lahko povedal kaj več o tem? Ja, ta zobna pasta je ena precej slavna Slovenka, seveda nam imena omenil, je prišla v ordinacijo in je rekla: doktor Perko, veste, jaz sem sanjala, da boste vi eno pasto naredili, pa sva se videla ta drugič. In sem jaz rekel: veste, gospa, da sem že 2 leti nazaj razmišljal o tem, to je ful enega dela, ampak sem rekel, če ste pa vi to rekla, bomo pa to naredili. In potem sem razmišljal popoldne, a imam časa, nimam, ker zobno pasto narediti, če hočeš narediti tako, da je tako, kot mi delamo, to je veliko dela. No, in sem potem ob 7 zjutraj poklical kolega, ki dela v eni firmi, tle v Ljubljani, Pharmachem, se je gor tudi in sem rekel: Boštjan, veš kva, tale gospa je rekla, da moramo pasto narediti, kva ti pravša, tam ne sem bil v Trnovem z biciklom ob 7, čist zmatran. Je rekel: ja, ne vem, pa dajmo, pa sem rekel: no, pa dajmo, ajde. In tako se je začel. In tukaj noter, kar je bistveno, je to, da, in to mislimo tudi kot bi rekel, projicirati navzven, da smo se najdeli, Jožef Štefan inštitut, mi, pa podjetje Pharmachem, plus zelo pomembno naš šef Erik Božič, tukaj se da na spletni strani to tudi prebrati. Noter imamo en cel doktorat, pa še malo več, za en material, ki se mu reče biosteklo, in on zelo učinkovito precipitira hidroksiapatit na površini zob, torej zelo učinkovito zmanjša občutljivost. Hidroksiapatit je to, iz česar zob je sestavljen. Na nek način obnavlja, seveda navzlinov zob zrastel, če se je odlomil, včasih kakšen pacient to zna vprašati, ampak zaščit, če imamo občutljive zobe, če skelijo, zelo učinkovito to preprečuje. Na drugi strani imamo noter CBD iz konoplje, ki je zrasla v Slavoniji, torej lokalen pridelek, in ta ekstrakt je z vsemi terpeni, ni zdaj to nekaj kitajskega, ki je sam CBD not. In potem je Erik zelo na hitro, to je bilo res tako videti, ko nekdo okuse pa vonja obvlada, dodal še eteriko zdraven, zato da je to tudi meni res izvrstno. Aha, da je še okus? Ja, kar smo mogli noter dati je čist malo penilcev, mislim, da jih je manj kot 1%, ker enostavno niso spet tako, kot pri bistroju, vsi to, kar mene nič ne moti, če se ne penje. Vem, da tista pena... Kaj vemo? Ja, moje občutek. Malo se pen, boš probala. Bom probala. Ja,
Ja, a ne. In to je zdaj ta zgodba, ne, kako se na različnih ravneh da povezati in narediti en produkt. A ne. Zmeraj rečem pač, da to v Sloveniji več rabimo. No. Če lahko še povzamem, pa me boš popravil, ampak konvencionalne neke zobne paste na trgu, v trgovini praktično pobijajo tudi dobre bakterije, verjamem. Mislim, pa da mogoče ko delamo veste, nekaj proizvesti za 30 centov na tubo ali pa tole, ki je prek 5 evrov samo proizvodni strošek, je pač drugače. Tudi če bi jih zdaj za 3 kamione proizvedli, ne pridemo skozi, že sama surovina bi osteklo košta enormno. In tam je pač veliko enih stvari noter, se ve, da ne samo fluoridi, to so še penilci, ki jih je veliko, to je titan dioksid, zato da je bele barve, krjave paste pa res ne moramo uporabljati in take stvari. Razumem, ker vsem pa gledaš na ljudi. Lej, jaz sem čist ganjena, da si si vzel čas za tale podcast, spoznavati tako izjemne ljudi, kolikih letih, skrivnost? Ne, 44. 44 naredil, mislim, od bistroja do zobozdravstvenega centra, integrativno medicino, tlele center maha, od zobne paste, ne vem. Meni se zdi, da ni toliko veliko. Brez besed. Kako pa tvoje družinsko življenje ob vsem tem delu? Imaš otroke? Ja, 2? Imam 2, ja, pa ženo tudi. Pa ženo tudi? Ja. Je kar izzivno. Zdaj žena je tudi zelo vpeta v svoje delo, tudi zelo veliko dela, vseeno pa mislim, da nam dosti dobro uspe tole družinsko življenje peljati. Torej, meni so otroci zelo pomembni, moji in drugi. Pravzaprav jaz mislim, da bi se bistveno več mogli ukvarjati z vlaganjem v ta mlade, ne sem zdaj v neki, veš, mislim, otroke je treba vlagati, tam je prihodnost, ne v teh, ki smo že tle, ki smo. In se trudim, da preživljam čas z njimi tudi tle, ta malo mi dostikrat reče, oči, kdaj mi boš spet pogledal, ker je zanimiv. Jaz sem komi čakala. Zanimiv je videti, vidiš, tale del vzorca je zelo lepa, vidiš, celice so bistveno bolj narazene. Zdaj se malo umirila. Kaj pa koliko pa lahko na te računajo doma, ne vem, imaš hišo, tudi kaj vrtnaraš, kako je s tem tvojim pridelovanjem? Imamo, mislim, imam tale A3, in imamo neko gredico, tako da prvo solato smo že pobrali, čebula bo zdajle, zeleno sem posadil, pa por sem dal, jagode imamo. Tako, glih malo za zdraven. Kaj bi pol rekel, da je ena stvar, ki pa tebe pol polne? Tako, kje ti pol nafilaš, tlele si po 12 ur, skočiš v maho po obroku mes, tlele res ti ga prinesejo, res služiš v bistvu ljudem, na zdravju. Kje pa ti svoje baterije napolniš? Malo si prej omenil jadranje. Ja, recimo na jadrnico se zelo veselim, za 14 dni gremo. Moram reči, da me včasih tudi kakšna poslovna pot zelo napolne, ker jaz uživam, ker sem med podobno mišlečimi ljudmi, oziroma vsaj ljudmi, kjer poveš, pa te ne obsojajo, ampak pač povejo svoje mnenje, tako pač bi rekel en tak zrel dialog, tudi če delaš čist nekaj drugega, da nisi vase zaverovan in zdaj samo to, kar mi delamo, je pa to najboljše, pa naj bo to medicina ali pa karkoli drugega. Bom rekel, da me to zelo polne, ne bom zdaj rekel, da grem na Bali, pa ne vem kaj, mene brezdelje hitro začne malo motiti, oziroma ne vem, daj sem nazadnje bil čist brez, ker mi je, ne vem, tako. Način življenja. Način življenja, ja, jaz res to, kar delam, rad delam, ravno zaradi tega me tudi ne utruta, ne vem, je Thomas Edison ali kdo je rekel, zmatrate sem tisto, kar delaš z odporom, vse ostalo pač utrujen, se ne spiš, pa greš naprej. To si pa lepo rekel. Ja, vse je on rekel, Meni se zdi, da je bil Edison. Pa ta varka je 14 dni na leto polet. Kaj pa recimo vsak dan narediš za sebe, da zadnje čase je premalo. Ravno včeraj me je vprašala prijateljica, če kaj jogo delam, pa sem rekel, pismo, zdaj sem pa zelo švoh, čeprav me kliče.
Pa je rekla, no, poklič, pa bova naredila kdaj skupaj, ker včasih sem z njo imel enkrat na teden, in če imaš, ne potem delaš. Ker tukaj dvorana je? Dvorano imamo, telovadnico dosti veliko, ne. Saj pravim, sem imel, ampak zadnje eno leto je pa kar nekaj ušlo vse skupaj. No, bo šla narediti eno asano. Ja, tudi zdaj je zdravnik en rekel v Münchnu, ko sem bil en Američan, je rekel, prva stvar, ki se jo zmenimo, vsi ste zdravniki tukaj noter in vsi pacientom govorijo, kva morajo delati, mi pa tega ne delamo. Vsake 3 mesece za en teden na dopust. Pa smo vsi začeli gledati, ne? Ja. Vsi smo na voljo soboto, nedeljo, veš, in tako naprej. Ne? Ja, to je res poslanstvo, ne? Ja. In še mogoče zadnje vprašanje, vidim, da tlele imaš tudi kar nekaj dopolnil, pa bi te vprašala, kera je pa tvoja skrivnost, ne, mogoče taka, kaj pa tudi vzameš zase, mogoče od kakšnih dopolnil dnevno, kar lahko tudi... Imamo, tukaj eden manjka, zdaj imamo 5 teh hišnih znamk, kakor rečem, kjer smo vsaj deloma lahko sodelovali, tudi pri razvoju, seveda tega ne proizvajamo. Ne? Ja. In v bistvu so to zadeve, ki jih rotiram cel čas. Imam obdobje, ko jemljem eno kombinacijo, imam obdobje, ko jemljem drugo kombinacijo. Sem tudi probal nič jemati, pa sem kar hitro začel. Tale moment imam tale detoks arkanum. To je detoksifikacijski produkt, ampak tudi zelo poživi, ker ima veliko glutationa noter. Prav zanimivo mi je bilo, no, sem 3 tele flaške, jaz pač to rečem flaške, fajn mi je, ker so v tekočinah, ni treba teh kapsul toka, so lahko še tok naravne, pač še zmeraj je kapsula, ne, to se pač nalije z vodo razreč. Biodostopnost je zelo visoka, prek 90%, tisti suhi praški, pa to vse so dobri produkti, se nočem nad slabega, ampak nimajo toliko velike biodostopnost, pomeni, koliko se absorbira, pa pride na cilj. No in ravno detoks arkanum sem jemal, pa sem rekel, ajde, zdaj sem že 3, se je v redu, ne. Ma zdaj po 14 dneh mi prav uno, ne, dej kar še, in to zdaj zjutraj recimo 10 ml s kozarcem tople vode. Sebastian, res sem tako hvaležna, da si me sprejel v svojo ordinacijo, v svoj svet, mi pokazal in vsem poslušalcem, kaj pomeni biti podjetnik v teh časih in res cenim. Enako, tudi tebi. Ja, in srečno z vsem, kar delaš. Hvala. Ja, hvala.